Glede, včerajšnji predlog ministra, ki pravi, vse sem preveril, je laž in spreneveden. Iskal je na napačnem mestu. Iskal je napačno obdobje. Minister je preveril obdobje 81-86 v Gorici in Kopru. On to govori v trdilni prvi obliki. Če je to sam počel, je tako nekaj nezakonitega počel, ne? Če so mu pa drugi preverili, so mu pa slabo preverili. Zagotovo bi mogel pobrskati po arhivih JLA v Beogradu, koliko niso prevešeni v Slovenijo. Ker na sodiščih bo težko kaj najde. Težko kaj najde. Omenjeni general major zelo jasno pove, da je v primeru vojaških oseb samo vojska upravljala ogled. V primeru civilnih oseb pa so pritegnili tudi nekoga iz civilnega sodstva. In tudi natančno razlaga, kako so te zadeve potekale. Torej, minister ne more najti nič v Novi Gorici, po moji oceni in po Kopru, ampak verjetno lahko najdete v beograjskih arhivih. Še bolj pametno pa bi bilo, če bi se pogovoril z njegovimi nekdanjimi sodelavci. Jaz sem včeraj imel 3 pogovore z ljudmi iz pravosodja. Trajali so kakšne 3/4 ure. Vsaki, da boste verjeli. Skupaj z njimi sem se spraševal, kdaj bo v sodstvu nastopila kritična masa. Kritična masa, ki bo spregovorila. Ki bo imela ime in priimek, imek in ne samo, bom rekel, izpoved brez imena in priimka. Jaz pozivam vse slovenske sodnike, tožilce in druge ljudi, ki delajo v pravosodju, da vzdignejo svoj glas. Da javno spregovorijo, ne samo o primeru gospod Maslič. O tem veste zadosti. Ampak nasplošno o stanju duha v pravosodju. Če samo pomislite, da lahko Vrhovno sodišče na obči seji spregleda navedbe 2 vrhovnih sodnikov, jih ignorira, jih ne preveri in reče vse v redu. Kandidat je čist. Slovenija potrebuje glas teh sodnikov, tožilcev in drugih zaposlenih. In še enkrat pravim, gospodje sodniki, dvignite svoj glas. Za pravno državo, kakršno bomo napisano v ustavi, ki je v resnici ni. Naj vam danes predstavim še nadaljne ukrepe, ki jih bomo naredili. V okviru Poslovnika Državnega zbora, predpisov, ustave, če želite, drugega seveda ne moremo narediti. Prvi korak je zdaj. Ko vas pozivam in prosim, da v tem še kaj zapišete. Ko vas pozivam in prosim, da objavite tudi tisti del, v katerem sem pozval sodnike, da se oglasijo. Pomembno moč imate. Brez vas ne bo šlo. Jutri sledi seja Komisije za peticije. V tej komisiji bomo ponovno spregovorili v tem primeru in ga ponovno, da ne bom rekel problematizirali, ampak ponovno govorili o stvarih, ki tečejo v času razprave v Državnem zboru pred imenovanjem. V četrtek sledi komisija za imenovanje. Dovolj časa si bomo vzeli. Dovolj časa si bomo vzeli, da še enkrat opozorimo in razložimo stvari. Najverjetneje sledi obravnava v Državnem zboru. Za zaključek lahko napovem, da bomo mednarodno javnost tako ali tako obveščali o dogajanju na tem področju in da bomo
pripeljali primer pred državni zbor. Ali bo to, ampak ne primer Maslešan. Stanje v pravosodju, vpliv politike na pravosodje in tako dalje. Ali bo to izredna seja državnega zbora, ali bo to interpelacija zoper ministra, bi si zaenkrat pustil še odprt prostor. Za interpelacijo je kar veliko razlogov tudi, ne samo za eno širšo sejo državnega zbora, ker, kot veste, je od lanskega kazenskega zakonika, ki kar naenkrat ni bil veljavljen, pa bo bil spet veljavljen, do obveznih navodil, ki jih je Ustavno sodišče zadržalo, do odvetnikov, notarjev, potovanj gospoda Zanarja po svetu, ki so v funkciji mediacije njegovega privatnega zamrznega podjetja, ne nazadnje do zakona o tožilstvu, ker, kot veste, ukinja posebno skupino tožilcev in ustanavlja novo tožilstvo. Če bi vsaj prednesel tožilce s patrijami, lopatami in vsem natisnil novo tožilstvo, bi to človek razumel, da pa jemlje spise in odstavlja vse te tožilce posebno in jih pošilja nazaj tam, kjer so bili in ustanavlja novo obliko organizacijsko, kar misli pripeljati nove tožilce, ki se bodo leto dni ali pa pol leta seznanjali s lopato, patrijo in ne vem čem, je pa to absurd. Torej, razlogov za širšo razpravo na državnem zboru v obliki naše zahteve ali pa v obliki interpelacije je dovolj.